Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjega dne. Začeli bomo s panelom inovacije v biotehnologiji, zato k besedi vabim profesorja Petra Dovča iz Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor Dovč, oder je vaš. Hvala lepa. Saj veste, jaz sem profesor, pa profesorji so mečkam zoprni vedno, ne? Fakulteta je biotehniška. Tale naš panel je na področju biotehnologije, ampak boste videli vsaj z drugim prispevkom, se bomo zelo pomaknili v smer temeljnih raziskav na področju molekularne biologije in tega se pravzaprav tudi zelo veselim. Ne, da bi seveda bil kaj manj razburjen pred prvim našim predavanjem, ki ga je imel dr. Luka Šafarič, ki je zaposlen na univerzi v Linköpingu na Švedskem, je pa tudi seveda del centra odličnosti Biogas Solutions Research Center, ki vključuje tako partnerje z javnega kot iz privatnega sektorja. Ukvarja se z optimizacijo bioreaktorjev, z možnostjo, kako bioreaktorji lahko doprinesejo k zmanjšanju recimo ogljičnega odtisa tako kmetijske proizvodnje, kot tudi drugih producentov biološkega materiala in skuša pravzaprav z optimizacijo bioplinskega sistema tudi majčkeno poseči na področje odstranjevanja bakterij, ki so odporne na antibiotike. Jaz se veselim tega prispevka in vas kličem na oder dr. Luka Šafarič. Hvala za uvod, lep pozdrav vsem skupaj. Torej govoril bom o bioplinskih oziroma bioplinarnah prihodnosti. In da bi to lahko storil, bom najprej predstavil, kako izgleda ta tehnologija danes in kakšne raziskave izvajamo v naši raziskovalni skupini ter na ta način nakazal, v katero smer se ta tehnologija giba. Ker je bil omenjen Linköping, in vem, da to ni ravno znano mesto večini Slovencev, sem želel pokazati, kje se nahaja. Smo na pol poti med Stockholmom in Gothenburgom v južnem delu Švedske in gre za srednje veliko mesto za švedske standarde, to je okrog 150,000 prebivalcev in znano je predvsem po svoji letalski industriji po eni strani, po drugi strani pa po bioplinu, ker dejansko vsa tehnologija bioplina na Švedskem izhaja iz tega mesta. In zato se tukaj tudi nahaja Biogas Solutions Research Center, ki je, kot ste slišali, center odličnosti, ki vključuje več kot 50 različnih partnerjev iz javnega in privatnega sektorja. Torej v javnem sektorju imamo 2 univerzi, razne regije in občine, ki so zainteresirane za to tehnologijo. V privatnem sektorju pa mnoga podjetja, ki bodisi plin proizvajajo, bodisi proizvajajo opremo za bioplinarne ali pa proizvajajo produkte, ki potrebujejo plin. Recimo Scania je en primer, ki proizvaja tovornjake, ki lahko vozijo na bioplin. In vsi ti partnerji skupaj dejansko odločamo, kakšno raziskovalno delo bomo izvajali. In tukaj se ne gre samo za biotehnološki del, v katerem sem aktiven jaz, ampak tudi za druga področja, na primer za zakonodajo, torej preučevanje, kako zakonodaja vpliva na to industrijo in kako bi jo morali morda spremeniti. Potem imamo sistemske študije, kjer raziskovalci preučujejo, kako čim bolje umestiti to tehnologijo v širše okolje, da dosežemo industrijsko simbiozo ali pa krožno gospodarstvo. Proti koncu imamo tudi preučevanje trga in izdelkov, ki prihajajo iz tega procesa, torej plina in digestata, ki služi kot gnojilo ter njihove rabe. In kot zadnje imamo še seveda učinke na okolje. Zdaj, če se vprašamo, zakaj je toliko različnih organizacij dejansko zainteresiranih za to eno tehnologijo. Verjetno je razlogov prav toliko, kolikor je teh organizacij, ampak podal bom 2, ki se mi zdita posebej pomembna. Kot prvi je okoljski razlog. Tukaj ponazarjam koncept planetarnih meja, ki je bil predlagan leta 2009 iz strani Johana Rockströma in sodelavcev. In v tem konceptu so dejansko definirali 9 parametrov na planetarni ravni in ocenili, kje se nahajamo z vsakim od teh parametrov v relaciji z varnim obratovanjem našega planeta.
Žal se izkaže, da smo že 6 od teh 9 področji prešli, torej ti parametri so previsoki za stabilno obratovanje našega planeta in tukaj postane tehnologija anaerobne digestije, ki je odgovorna za proizvodnjo bioplina, posebej zanimiva, ker s to eno tehnologijo dejansko lahko vplivamo na praktično vse parametre na tem konceptu. Torej gre za tehnologijo, ki je res ključnega pomena za naš prihodnji obstoj na tem planetu. Z druge strani lahko gledamo bolj z geopolitičnega vidika, torej ko je Rusija napadla Ukrajino, je prišlo do visokih nihanj na trgu energentov v Evropski uniji in posledično se je začela iniciativa Repower EU, katere cilj je, da postanemo neodvisni od ruskih fosilnih goriv in to se izvaja z investicijami v ključna področja, ki vključujejo varčevanje z energijo, prehod na obnovljive vire energije in pa povečanje raznolikosti virov energije, ki jih uporabljamo. In znotraj tega področja dejansko je ena izmed ključnih tehnologij tudi proizvodnja bioplina oziroma biometana v tem primeru. In cilj je tukaj, da se do leta 2030 proizvede 35 milijard kubičnih metrov biometana in na ta način torej nadomestimo del zemeljskega plina, ki prihaja iz tujine, z popolnoma obnovljivim plinom, ki ga proizvajamo lokalno. Za primerjavo, lani smo proizvedli 4,9 milijard kubičnih metrov biometana v Evropski uniji, torej še imamo kar precej prostora za napredek na tem področju. Če pogledamo, kako celoten proces funkcionira, torej gre za naraven proces, ki se dogaja v odsotnosti kisika, torej v anaerobnih razmerah, in mikrobna združba, ki je dokaj kompleksna tukaj, v bistvu razkraja organski material iz organskih polimerov, kot so celuloza, škrob, maščobe in beljakovine, do monomerov, te naprej fermentira do kratkovrižnih karboksilnih kislin in od tam naprej do ocetne kisline, ogljikovega dioksida in vodika. Iz teh 3 komponent na koncu dobimo mešanico metana in ogljikovega dioksida, ki jo imenujemo bioplin. Tukaj je zgodovinsko posebej zanimiv metan, ampak vse bolj zanimiv postaja tudi ogljikov dioksid v zadnjem času iz industrijskega vidika. V naravi se ta proces dogaja v mnogih okoljih, le nekaj primerov tukaj, torej usedline jezer, ko vidimo mehurčke na površini jezer, je to dejansko bioplin, mokrišča in pa želodci prežvekovalcev so nekateri primeri tega procesa. Seveda pa ga uporabljamo tudi v bioplinskih reaktorjih, ki ga vidimo spodaj, in tam poskušamo ta proces čim bolj optimizirati. In takšni reaktorji se dejansko nahajajo po vsem svetu, ampak nikjer niso tako napredni kot v Evropi. Torej, gre za tehnologijo, kjer smo Evropejci še vedno vodilni in znotraj Evropske unije so vodilni sploh Skandinavci. In zaradi tega je tudi eden izmed pomembnih produktov našega centra odličnosti dejansko definicija nordijskega koncepta proizvodnje bioplina, ker ta je nekoliko drugačna od pristopov v ostalih državah Evrope in zato, da bi tega pojasnil, bom ga pojasnil na primeru konkretne izvedbe v Linköpingu, kjer imamo to bioplinarno, zgrajeno v poznih 90-ih letih. In zadeva funkcionira tako, da gospodinjstva v mestu ločujemo odpadke, med drugim tudi na organske in ostale. In to se ločuje v vreče za smeti z različnimi barvami, torej zelene sprejemajo organske odpadke, ostali gredo v črne. Vse vreče se zbirajo v iste koše za smeti in se transportirajo z istimi vozili na sortirnico. Sortirnici se avtomatsko ločujejo spet na podlagi barve, črne gredo naprej v sežigalnico, torej dobimo toplotno energijo, ki ogreva celotno mesto, vključno z ulicami v centru, kar pomeni, da jih ni potrebno plužiti. Ta zelene pa gredo do bioplinarne, skupaj z industrijskimi organskimi odpadki iz lokalne industrije in tam se proizvedeta 2 glavna produkta. Prvi je digestat, ki je torej tekoči del po koncu procesa in ki služi kot visokokakovostno gnojilo. V bistvu gre za bistveno bolj kakovostno in okolju prijazno gnojilo kot mineralna gnojila ali gnojevka. Na ta način krožimo sploh fosfor in dušik nazaj na zemljo in tako gnojimo na kmetijah v okolici mesta, ki proizvajajo seveda spet hrano nazaj za mesto. Drug produkt, ki se tukaj proizvaja, je pa biometan. Torej, ne samo bioplin, ampak biometan odstranimo dejansko ogljikov dioksid in proizvedemo plin, ki je na isti kvaliteti kot zemeljski plin in ga na ta način torej lahko uporabljamo, kjerkoli bi sicer uporabljali zemeljski plin.
In na Švedskem je to običajno v prometu, torej imamo osebna vozila, vozila javnega prometa, tovorna vozila in pa vse bolj se uporablja tudi utekočinjen metan za ladijski promet. Torej gre v nekaterih primerih za vozila, ki jih je težko elektrificirati in na ta način lahko torej imamo trajnostni prehod brez potrebe po električnem pogonu. Če je bila to prihodnost, oziroma če je bila to sedanjost, kako izgleda torej prihodnost? Tukaj imamo en primer bioplinarne, kot te običajno izgledajo v Evropi. Imamo več rezervoarjev, najprej recimo substrat, torej rezervoar za substrat, 3 reaktorji, obdelava digestata in pa proizvodnja električne energije iz plina. Torej, na prejšnji sliki sem omenil, kako je bioplinarna umeščena v Linköpingu. Pozabil sem omeniti, kateri del tega je dejansko nordijski. Torej, nordijski princip je tukaj, da uporabljamo izključno organski odpad kot substrat. Torej, ne uporabljamo energetskih rastlin, ki se uporabljajo v veliko državah v Evropi, recimo silaža, ker te dejansko so iz okoljskega vidika in pa iz ekonomskega vidika manj primerne. Kot drugo se torej digestat uporablja kot gnojilo, kar se dogaja v mnogih državah, ampak nikjer v tej meri kot v Skandinaviji. In kot tretje, torej plin se nadgrajuje v biometan, namesto da bi se proizvajala elektrika direktno iz surovega bioplina. V tem primeru, ki ga prikazujem tukaj, torej se elektrika proizvaja z takšnimi agregati iz surovega bioplina. In če to nadomestimo torej z nadgradnjo plina v biometan, imamo možnost uporabe tega plina za več različnih namenov. Če se poleg tega nahajamo v bližini plinovoda, je še toliko bolj pozitivno, da lahko ta plin dovajamo direktno v plinovod in na ta način torej hkrati transportiramo plin do tja, kjer ga potrebujemo in ga tudi shranjujemo v plinovodu. Kot drugo je v takem sistemu pomembno ne samo, da torej izvajamo vse te aktivnosti, ampak tudi, da jih izvajamo čim bolj učinkovito. In v prihodnosti bo vse bolj pomembna tukaj avtomatizacija, ampak preden lahko kaj takšnega dosežemo, potrebujemo napredne modele, ki lahko simulirajo ta proces in preden lahko razvijemo takšne modele, potrebujemo bistveno boljše razumevanje vseh interakcij, ki se dogajajo v reaktorjih. In to delamo dejansko na laboratorijski skali. Tukaj ste 2 fotografiji iz našega laboratorija, kjer v reaktorjih do 10 litrov volumna simuliramo procese, ki se dogajajo sicer na industrijski skali. In na ta način torej lahko jih bodisi optimiziramo ali pa izboljšamo naše razumevanje vseh interakcij med fizikalnimi, kemijskimi in mikrobiološkimi komponentami tega procesa. In nekaj takega sem delal tudi med svojim doktorskim projektom. Tukaj dejansko preučeval sem, kakšen učinek imajo elementi v sledovih na obnašanje tekočine. In bom razložil, kaj to pomeni približno. Torej, elementi v sledovih so na primer železo, kobalt, nikelj, selen in wolfram. In tukaj je prikazana tudi eksperimentalna zasnova. Imeli smo en reaktor, ki je dobil vse elemente, potem vsak naslednji reaktor je imel pomanjkanje enega izmed elementov. In spremljali smo, kako proces kot posledica tega propada in kaj se zgodi z viskoznostjo tekočine, z možnostjo penjenja in tako naprej. To je nekaj opažanje, ki prihaja dejansko iz industrije. Torej, pogosto so opazili, da ko je pomanjkanje elementov v sledovih ali kakšnih drugih nutrientov, prihaja do velikih sprememb v lastnostih, torej v fizikalnih lastnostih tekočine, ki posledično vpliva na učinkovitost reaktorja, torej na porabo električne energije in pa učinkovitost procesa. In elementi v sledovih so tukaj ključnega pomena, ker služijo kot kofaktorji v encimih. In torej so specifični elementi v sledovih pomembni za določene metabolne poti, kar je prikazano torej na tej sliki, ki je spet dejansko slika anaerobne digestije, ampak nekoliko bolj kompleksna, kot smo videli prej. In kot ime element v sledovih nakazuje, gre za elemente, ki so potrebni v zelo nizkih koncentracijah. Dejansko govorimo o nanomolarnih ali mikromolarnih koncentracijah, kar v praksi pomeni na kubični meter reaktorja, torej na 1 tono volumna, potrebujemo nekje maso med krilom muhe in 1 sponko za papir, vsakega od teh elementov. Če smo izven tega intervala za katerimkoli tem elementom, proces ne bo funkcioniral tako, kot bi moral in bomo imeli ogromne težave. No, ko smo izvedli ta poskus, smo spremljali, torej, kaj se dogaja z reaktorji,
analizirali vse podatke in na koncu je dejansko bil glavni rezultat dokaj kompleksna shema vseh interakcij, ki se dogajajo v reaktorjih v povezavi z elementi v sledovih in lastnostmi tekočine. Z modro je tukaj prikazano v tem delu, katere interakcije se dogajajo v zvezi z mešanjem in lastnostmi tekočine, in z zeleno je prikazano vse ostalo, torej elementi v sledovih, stabilnost procesa in tako dalje. In glavno sporočilo tega rezultata je dejansko, da moramo gledati široko sliko, ne moremo se osredotočati samo na eno izmed teh puščic, kar običajno počnemo v znanosti, ampak moramo pogledati tudi na široko sliko in poskušati razumeti, kako vse te interakcije delujejo skupaj. Če torej si zdaj predstavljamo, da imamo proces, ki je visoko optimiziran in v prihodnosti avtomatiziran, kaj je torej naslednji korak? Poleg proizvodnje plina in digestata lahko takšni objekti dejansko nudijo družbi še dodatne storitve. In te so lahko, na primer, če povzamemo iz strani, da vsi organski odpadki lahko grejo čez bioplinarno in na ta način odstranimo oziroma ekstrahiramo energijo iz teh odpadkov in proizvedemo gnojilo. Potem je ta lokacija dejansko zelo dobra strateška lokacija za odstranitev različnih onesnažil. Te so lahko kemijske ali biološke narave, torej imamo recimo pesticide, farmacevtske produkte, patogene bakterije ali pa bakterije odporne na antibiotike. In če jih lahko na tej točki odstranimo, potem preprečimo njihovo širjenje v okolje in s tem v bistvu izboljšamo kvaliteto svojega okolja. In to je nekaj, s čimer se ukvarjamo sedaj v veliki meri, sploh z bakterijami odpornimi na antibiotike, in ideja je, da bi upravljali te procese na tak način, da bi odstranili takšne bakterije in njihove gene iz organskega odpada. Ker dejansko te bakterije danes najdemo v vseh tipih organskega odpada, ki ga uporabljamo. In ta projekt je bil financiran skupaj med nami in skupino v Braziliji, v Rio de Janeiro, v bistvu Federalni univerzi Rio de Janeiro. In tekom projekta smo šli na izmenjavo v Brazilijo, v Rio de Janeiro, ker je to mesto dejansko zelo zanimivo, tako iz vidika odpornosti na antibiotike, ker se le-ti tam uporabljajo bistveno bolj prekomerno kot v Evropi. In kot druga je zelo zanimivo mesto, ker dejansko tukaj živi 6 milijonov ljudi, ampak le 3 milijoni imajo povezavo do kanalizacije, ki vodi do čistilne naprave. Torej, odplake 3 milijonov ljudi gredo direktno v morje, v veliki meri tudi v ta zaliv Guanabara, ki je zelo onesnažen. Tako da imamo veliko bakterij, ki so odporne na mnoge antibiotike, dejansko prisotnih že danes v okolju. Ko smo bili tam, smo izvedli 2 glavne aktivnosti. Prva je bila, da smo vzorčili reko, ki se imenuje Carioca, in ta reka dejansko izvira nekje tukaj zraven kipa Jezusa v nacionalnem parku Tijuca in se izliva v morje nekje tukaj zraven te plaže, ki se imenuje Flamenco. To si je mogoče dobro zapomniti, če boste kdaj šli v Rio in se boste odločili, na kateri plaži se kopati, izognite se tej. Ker ko bomo videli, torej vzorčenje je potekalo na 5 točkah in smo vzorčili od 6 zjutraj do 7 zvečer, hkrati na vseh 5 točkah. In smo na ta način poskušali spremljati vzdolžno onesnaženje po reki in pa tudi časovno onesnaženje, torej kako se spreminja tako onesnaženje s kemikalijami, kot tudi z mikroorganizmi. In vidimo, točka 1 je v deževnem gozdu, dejansko je voda še pitna, na točki 2 že imamo precejšnje onesnaženje, tukaj gre reka čez eno favelo, kjer najdemo v njej plastiko, odpadno hrano, odplake. Točka 3 je v bližini bolnišnice, torej tukaj se pojavijo razni zanimivi mikroorganizmi iz vidika odpornosti. Točka 4 je celo čistilna naprava, torej vidimo, da v preteklosti, rečem v preteklosti, zato ker ta čistilna naprava žal ne obratuje, ta reka se je uporabljala torej kot kanalizacija, celotna reka, in gre celotna čez čistilno napravo, ki pa novi lastnik ne želi vzdrževati. Tako da surove odplake gredo direktno v morje, zraven omenjene plaže. Ljudje se seveda tam kopajo, lovijo ribe in podobno, ampak voda je črna in ima vonj po čistih odplakah.
To še preučujemo naprej, v bistvu preučujemo sedaj metagenomske podatke in vsebnost različnih genov za odpornost. Tako da še nimamo rezultatov dokončnih, ampak vidimo definitivno, da ko so ljudje aktivni, recimo ko se zbudijo zjutraj po 6 uri, imamo povečanje onesnaženja, ko gredo v službo, se onesnaženje nekoliko zniža in ko pridejo domov, se spet poveča. Tako da je dejansko čas vzorčenja zelo pomemben v takšnih primerih. Kaj ima to z biotehnologijo, se morda zdaj kdo sprašuje? Ideja tukaj je, da bi na rekah kot je takšna, ker takšnih rek je mnogo v Riu in v drugih delih Brazilije, če bi na takšni reki lahko namesto klasičnih čistilnih naprav uporabili anaerobne čistilne naprave, torej dejansko bioplinske reaktorje, ki lahko čistijo odpadno vodo, bi na ta način lažje motivirali investicijo lokalnih investitorjev v takšno tehnologijo. Ker kot vidite, tukaj ni dovolj, da rečemo, čistilna naprava bo varovala naše okolje, zato da se ne okužimo z bakterijami odpornimi na antibiotike. Če ni profitabilna, se žal ne bo vlagalo v takšno tehnologijo. Zato tukaj tudi preučujemo, torej, ali je voda onesnažena do te mere, da lahko podpira delovanje bioplinskega reaktorja. Druga aktivnost, ki smo izvajali, ko smo bili tam, je bila izgradnja laboratorija za preučevanje bioplina na njihovi lokaciji, torej v Federalni univerzi Rio de Janeiro. In sodelavcem smo zgradila te 4 reaktorje in jih tudi zagnala. Pri tem je bilo precej izzivov zaradi težjega dostopa do surovin, tudi do inokuluma za začeti dejansko proces. Ampak danes imamo že 8 reaktorjev, kmalu jih bo 16 in vse več je tudi zanimanja iz strani lokalne industrije, tako da ta laboratorij nam sedaj nudi veliko možnosti sodelovanja v Braziliji. Torej, na koncu lahko rečemo, da takšna bioplinarna ne rabi samo proizvajati plina in surovin, ampak lahko izvaja te dodatne storitve. Poleg tega pa preučujemo v našem centru še določene druge stvari, recimo proizvodnjo dodatnih produktov, poleg plina in gnojila. Tukaj kot primer imamo sončne celice, lahko je tudi vetrna turbina, ki nakazuje, da če imamo višek električne energije, sploh obnovljive električne energije, jo lahko shranimo v obliki biometana in to na tak način, da proizvedemo vodik, vodik iniciramo v reaktorje in če se spomnite iz prve sheme, dejansko vodik in ogljikov dioksid lahko proizvedeta metan. Potem imamo tudi raziskave na področju proizvodnje karboksilnih kislin na mesto bioplina, torej gre za kisline, ki služijo kot prekurzorji za vse kemikalije, ki jih sedaj pridobivamo iz fosilnih virov. Torej gre za visoko vredne produkte, ki so po eni strani še bolj pomembni kot sam plin. In v ozadju tukaj je primer ekstrakcije amonijaka, kar smo izvajali pred kratkim. Torej, če imamo proces, ki ima veliko beljakovin, je veliko dušika v reaktorju, prihaja do tvorbe amonijaka, ki je toksičen za proces in zato ga je pozitivno odstraniti, da na ta način izboljšamo proizvodnjo plina, ampak hkrati dobimo še en stranski produkt, torej dobimo amonijev sulfat, ki lahko nadomesti mineralna gnojila. In spet proizvajamo gnojila, ki niso proizvedena na bazi fosilnih goriv. Torej, če zaključim, kaj so bioplinarne prihodnosti, mislim, da več niso bioplinarne. Dejansko postane to ime zavajajoče, ker plin postaja vse manj pomemben v tem kontekstu. Gre za kompleksne bioreaktorske sisteme, ki nam omogočajo bolj optimalno obdelavo organskih odpadkov in ekstrakcijo vseh vrednih komponent iz teh odpadkov. In upam, da bomo takšnih sistemov veliko videli kmalu po celi Evropi in sploh tudi v Sloveniji. Hvala. Hvala za besedo, hvala za predstavitev, to je bilo zelo zanimivo. Mene v bistvu zanima, ko ste rekli, da je vhodni material, v bistvu, da so samo organski odpadki, po tem modelu, koliko je v resnici potrebnih potem organskih odpadkov za vzdrževanje, recimo potem ogrevanja mesta, tako ste rekli, za to specifično mesto, kako bi se to prevedlo recimo za naša mesta? Hvala za vprašanje. Torej, morda ni bilo čisto jasno,
organski odpadki gredo samo v bioplinarno, kjer se proizvaja torej metan in digestat. Ostali odpadki so tisti, ki ogrevajo mesto in tudi sam reaktor. In količina odpadkov, ki se proizvedejo v enem mestu, zadostuje proizvodnji kar konkretne količine tako plina kot digestata. Dejansko v primeru Linköpinga je šlo v poznih 90-ih za situacijo, da je bilo veliko nesnaženja v zraku v centru mesta in ker so želeli to rešiti, hkrati z rešitvijo drugih težav, kot je obdelava organskih odpadkov, so združili rešitvi teh dveh problemov, tako da so dali vmes bioplinarno dejansko, ne. Vzameš organske odpadke, proizvedeš gorivo za avtobuse, jih polniš in torej rešiš težavo javnega prometa in obdelave odpadkov. Aha. Eno vprašanje, pri teh reakcijah nastajajo tudi didušikov oksid, iz metabolizma dušika. A to, kako gledate na ta vidik, oziroma a vidite možnost biotehnoloških rešitev, da bi to zmanjšali? Ker namreč s tem smo tudi se na kratko ukvarjali v našem podjetju. Ja, torej nasplošno čistilne naprave imajo težavo s takšnimi emisijami, ko se odstranjuje dušik in imamo nitrifikacijo, denitrifikacija, lahko prihaja tudi do emisij dušikovega oksida. Tukaj je povezava s tem primerom, ki sem ga na koncu na kratko opisal, ker odstranjujemo amonijak. Če imamo takšno tehnologijo, recimo na čistilni napravi, lahko na ta način zmanjšamo količino dušika, ki gre potem v nitro obdelavo in na ta način zmanjšamo emisije. Kar se tiče samega plina, ki pride ven, tekom nadgradnjega prečistimo, kolikor se le da, tako metan kot zadnje čase vse bolj tudi ogljikov dioksid. Torej, odstranimo vse ostale nepremisije in poskušamo zmanjšati emisije na ta način. Dobro, iz tega, kar ste pokazali, se mi zdi, ni bilo vidno skalabilnost te tehnologije, ne? Namreč Linköping je majhno mesto, pa ima ostala mesta, Pariz in tako naprej, je to popolnoma druga skala, ali pa recimo Ljubljana, ali pa Maribor, ali pa Kranj, ne? Kako je to zadevno, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje, ko ste omenjali sončne elektrarne in kreiranje pač metana, če sem dobro razumel. Kakšen je pa učinek tega ETA, če rečem izkoristek, no ne učinek, izkoristek tega, namreč dvojna, trojna transformacija, vsaka transformacija nekaj stane, ne? Kako je s tem? Torej prvo z skalabilnostjo. Linköping je bil samo primer, dejansko na Švedskem se podoben sistem uporablja v vseh mestih, tudi v Štokholmu na primer, ki je milijonsko mesto. Tako da to ni težava, dejansko postane bioplinarna še bolj učinkovita, če je večja in dobi več substrata. Kot drugo pa drugo vprašanje, lahko samo na hitro ponoviti. Izkoristek. Ja, res je. Torej, ko pretvarjamo energijo iz električne v vodik, imamo določene izgube, ko pretvarjamo iz vodika v metan, imamo spet določene izgube. Prednost tega je v tem, da je metan bistveno lažje shranjevati kot vodik. Torej, vodik prehaja čez mnogo materialov in ga je zelo težko zamejiti. Če ga želimo utekočiniti, moramo iti skoraj na absolutno ničlo, kar je energetsko zelo intenzivno. Metan pa lahko shranjujemo v obstoječi infrastrukturi, torej že imamo plinovode, ki lahko sprejemajo velike količine tega plina. In če gledamo bolj na kako dolgo lahko shranjujemo našo električno energijo, oziroma če povežemo torej električno omrežje s plinskim, lahko vidimo, da je veliko prednosti v tem, da proizvajamo ravno biometan. Seveda so pa izgube na poti. Mislim, na elektriko so zalogovniki, ne? Če imate sončno elektrarno, da zalogovniki ne bi bilo bolj učinkovito. Imate plina, imate energijo, ki je lahko... Ja, vprašanje je, kako dolgo želimo shranjevati, ne? Če želimo na dolgi rok, plin lahko uporabimo takrat, ko mi želimo. Druge oblike pa nekatere imajo krajše, nekatere daljše. Ja.
Naš drugi predavatelj je Anže Šumah, ki je asistent na Univerzi Yale. Po študiju biokemije na ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je odšel na magistrski študij v Pariz na Univerzo Sorbona in po končanju študija leta 1923 se je premaknil čez lužo v Ameriko, kjer je danes asistent raziskovalec na Univerzi Yale v New Havnu. Njegova tema danes je mogoče mečkano manj znana tematika, proučevanje posledic DNA mostov v procesu delitve celic in povezava teh težav z eventualnim razvojem rakavih obolenj. Anže, mikrofon je vaš. Hvala za predstavitev, hvala organizatorjem za povabilo. Me zelo veseli, da lahko predstavim, s čim se ukvarjamo v naši skupini oziroma kaj je plod mojega truda. Moja predstavitev je dokaj, kot je profesor že prej povedal, bazično zasnovana, ampak na koncu se bom probal dotakniti malo bolj aplikativnega dela raziskav. Bom pa skušal čim bolj splošno, kot si lahko predstavljate, če se ukvarjaš z nekimi določenimi procesi, se lahko gre zelo dotične proteine in poskušal se bom s tem izogibati, ampak čist brez nekih tehnoloških izrazov in dotičnih proteinov tudi nažalost ne bo šlo. No, torej, to verjetno vsi ste že to verjetno videli, to sliko celice iz biologije. Kar je za našo skupino najpomembnejše, je celično jedro, kjer se nahaja DNA, torej zapis z geni, ki v bistvu zapisujejo za praktično vse lastnosti nekega organizma oziroma človeškega organizma. No, te DNA pa se zgosti s pomočjo proteinov, ki se jim reče histoni, v kromatin in tekom delitve celice tudi v kromosome. To je, če se spomnite, celične delitve, mitoza, mejoza. Mitoza je celična delitev nespolnih celic, kjer se kromosomi poravnajo in potem grejo vsak na svojo stran. Načeloma mora biti to čim bolj regulirano, da ne pride do napak, ampak se pa kljub temu dogaja, da se kromosomi ne segregirajo popolnoma in pri tem nastanejo mostovi. Dokaj znani so tu, kar je prikazano iz enega članka, anafazni mostovi, ki so bolj raziskani. Kar je pa za nas bolj zanimivo, so pa ti, ko se mitoza konča, ti mostovi, ki so v bistvu zelo slabo vidni, zato tudi so manj raziskani in s tem to je naš fokus. Torej, nekako obstajajo tri možne usode, oziroma do zdaj literatura predlaga tri možne usode teh mostov, torej ko se celica nahaja že izven mitoze oziroma v interfazi. Lahko se prekinejo z delovanjem nukleaz, nukleaze so encimi, ki razgrajujejo DNA, pri čemer torej se celice ločijo. Potem lahko je tudi možnost, da celice, ker vleče vsaka na svojo stran, zaradi sil pride do mehaničnega pretrganja, kjer je vsaka celica podeduje nek fragment. Tretja možnost pa je, da v bistvu jedri greta druga proti drugi in v bistvu se dve jedri združita v eno celico, kar imenujemo strokovno binukleacija. Zdaj, kaj določa, po kateri usodi bo šlo, je zelo nejasno. Prav tako so tudi nekatere te usode dokaj debatirane, a je ali ni, tudi verjetno odvisno od celičnega tipa in podobno, ampak to je nekako
kar mi zasledujemo skozi raziskovanje. Naš laboratorij se specializira oziroma glavna tema vodja laboratorija je biologija jedra oziroma jedrne ovojnice, zato se ukvarjamo z vidika jedrne ovojnice okrog DNA mostov. Presenetljivo, čeprav o tem ni veliko znanega, je ta slika, elektronskega mikrografija že iz leta 1977, ampak takrat oziroma skozi čas ljudje niso polagali toliko zanimanja za to, zato se nekako zdi, da v bistvu, če greš v pretekle članke, da lahko ugotoviš, odkriješ marsikaj zanimivega, ki mogoče osvetli neke trenutne raziskave oziroma nova spoznanja. Upam, da bo to delovalo. No, to je pa en video. Torej, če pogledate to, v tem videu sredinskem je DNA oziroma gre za fluorescenčno mikroskopijo, kjer je DNA označena z fluorescenčnim barvilom oziroma histonico, da lahko zasledujemo. In tukaj se vidi, da na eni točki se več DNA oziroma se navidezno most dvine, ampak v tem kanalu je pa fluorescenčno označen en protein jedrne ovojnice in se vidi, da lahko z označevanjem za jedrne proteine to DNA mostove lažje vizualiziramo. Ni pa znano, torej dve glavni vprašanji za mojem projektu sta, kako se jedrna ovojnica je zelo raznolika v smislu proteinske sestave, zato nas je zanimalo, kakšna je proteinska sestava za različne proteine in ali je možno najti neke povezave med sestavo proteinske ovojnice in posledicami, torej tistih treh možnih posod, ki sem jih prej pokazal. No, to je čist začetek mojega projekta. To so različni proteini jedrne ovojnice, ki niti niso toliko pomembni, ampak kot vidite, v teh kanalu je obarvana DNA z DNA barvili, medtem ko v tem kanalu so pa obarvani z imunofluorescenčnim barvanjem proteini jedrne ovojnice in kot vidite, lahko šele z barvanjem za proteine jedrne ovojnice osvetlimo te mostove, ki jih drugače ne vidimo z DNA barvili. No, kar je bilo najbolj zanimivo je, če primerjamo razmerje med koliko proteinov oziroma intenziteto proteina na DNA mostu z intenziteto na jedrni ovojnici celičnega jedra, vidimo, da je ta protein LEMD2 oziroma LEM2, to so različne imeni istega proteina, da je signifikantno povečano v primerjavi z drugimi proteini. To je bilo neko novo odkritje, ki je nas seveda bila zasnova za nadaljne raziskave. V svojih nadaljnih raziskavah sem na to uporabil eno celično linijo, ki jo je generiral doktorski študent v našem laboratoriju, ki vsebuje eno oznako, ki se reče HaloTag, niti ni toliko pomembno, ampak gre za to, da jo lahko uporabimo v konfokalnem mikroskopu, ki ga prikazuje slika, zato da vizualiziramo mostove. Zanimivo, kar smo opazili, je torej ti mostove, ki se vizualizirajo potem s proteinom in je v bistvu opazno, da mostovi postanejo veliko bolj
vidni, kot pa tudi z DNA barvili, kar sem že sicer prej pokazal, ampak je tukaj še bolj očitno. Kar je pa še za ta protein pomembno, je pa to, da je lokaliziran v 2 različnih nivojih. V tem je nekoliko manjšem, tukaj se pa res vidi te mostovi zelo močno. Torej, to je potem bila zasnova za nadaljnje vprašanje, zakaj se to pojavi oziroma zakaj se ta protein lokalizira v takšni meri na mostovih. No, tukaj pa smo potem začeli z, kar sem prevedel, mikroskopiranje celic v živo, po angleško time-lapse lifestyle imaging, upam, da je to ustrezen prevod v slovenščino. Gre pa za to, da celice, ko rastejo, spremljamo skozi čas. Pri tem ti posnetki trajajo, oziroma mikroskopiranje to traja dejansko 2 dni. To pomeni, da 2 dni morajo celice biti pred mikroskopom, seveda imajo ustrezni inkubator in vse. In pri tem vedno, ko zablokiram ta 2 dni za mikroskopiranje, pomeni, da noben od drug od sodelavcev ne more priti do mikroskopa in me gledajo malo grdo, ampak so pa zato rezultati toliko bolj zanimivi. Torej, v prvem videu gre za svetlobno mikroskopijo delitve celice, na začetku je bila mitoza in potem pač celici vztrajata, tukaj se niti ne vidi mostova. Potem z DNA barvilom se do neke mere je bil most rahlo viden, ampak tudi potem izgine. No, v kanalu z tem proteinom, ki ga proučujemo, pa se vidi, da je bil na začetku oziroma v 2 fazah in tukaj pa potem signal se še bolj intenzivno poveča. Če bom še enkrat ta video predvajal. Torej, kar smo ugotovili skozi to mikroskopiranje, je to, najpomembnejša stvar, ne vem, zakaj noče predvajati, se pravičujem, ampak najpomembnejša stvar iz tega je, da se ta protein nahaja oziroma se intenziteta njegova poveča v 2 valovih. V prvi sodeluje pri reformaciji jedrne ovojnice, ki je normalna stvar za mitozo, potem pa, če ste videli vmes, signal zgine in potem se naenkrat pojavi, kar najverjetneje nakazuje, da se pride do poškodb na jedrni ovojnici na DNA mostovu. Seveda, ta ugotovitev je potem bila osnova za nadaljnje raziskave. Zdaj ne bom pokazal vseh grafov oziroma vseh proteinov, ampak gre v bistvu za to, da kar smo ugotovili, da ta protein LMD2, se pravičujem, se veže, pride na poškodbe DNA, poškodbe jedrne ovojnice, to je poškodba, in za sabo potegne escorts-3, to so pa enosomalni razgraščalni kompleksi, potrebni za transport. To je pa kompleks, ki sodeluje pri modeliranju membran in to pomeni, da je LM2 skupaj z escorts-3 vpeto v popravljanje jedrne ovojnice na DNA mostovih. To so na naših mostovih, mostovi vizualizirani z našim LM2 proteinom in vidna sta čim ta proteina CHMP3 in čim 4B 4B, ki pa sta oba dva člana tega kompleksa. Torej, tekom raziskav smo nekako prišli do spoznanja, to je res zelo povzeto,
In kot rečeno, nisem hotel vključevati preveč detajlov, ampak torej, tekom raziskav naši rezultati kažejo, da escort kompleks pomembno vpliva na oba dva LEM-2 valova. V prvem valu, kot sem omenil, vpliva na vzpostavljanje jedrne ovojnice, v drugem valu pa na pomembno prispeva k popravljanju jedrne ovojnice. Pomanjkanje tega proteina CIMP7, ki je komponenta escort3, vodi na začetku v binukleacijo, to pomeni, da se jedra združujejo. Ukolikor se to ne zgodi, to vodi v pomanjkanje tega proteina, vodi v pretrganje. In zakaj je to ultimativno pomembno? Novejše raziskave kažejo, da je ta protein CIMP7 nekako korelira, pomanjkanje proteina korelira z slabšo prognozo pri pacientih, rakavih pacientih oziroma v vzorcih raka pri pacientih. In torej neki taki mehanizmi pomembno vplivajo na razumevanje nekih zelo bazičnih mehanizmov pri razvoju raka. To je en aspekt. Drugi aspekt pa je, da v bistvu niti ne vemo, kako pogosti so DNK mostovi v rakavih tkivih. Osnovni problem je, da do sedaj ni bilo nekih dobro razvitih oziroma standardiziranih metod, na kak način se to detektira, na kak način se mostovi detektirajo. Mi smo s sistematično analizo torej pokazali, da je najboljši način z barvanjem za protein LEN2. To pa gre, s tem pa želimo iti v naslednji korak, ki pa je proučevanje teh mostov v dejanskih rakavih tkivih, idealno na koncu v dejanskih vzorcih od pacientov. Do sedaj je le en članek objavljen, še ta je od lani, ki kaže, da so ti mostovi dejansko pogosti, relativno pogosti, okoli 4 do 5% celic. To je vzorec glioblastomskega raka, torej raka na možganih. In to je od pacienta, tu niso uporabili LEM2, ampak nek drug protein. In predvidevam, da če bi uporabili LEM2, bi videli še več mostov. No, mi smo pa to uporabili na naš način detektiranja oziroma barvanja, imunofluorescenčnega barvanja na vzorcih raka glave in vrata, head and neck cancer, ki je bil vbrizgan v miši in radiiran, da so mostovi še bolj nastali in smo videli te strukture z barvanjem za LEM2, kar nakazuje prisotnost v rakavih tkivih. Je pa to približno v okoli 4 do 5% celic, kar tudi ta članek potrjuje. Torej, zdaj pa da prijem na biotehnološki aspekt oziroma na aplikativno vrednost. No, ta projekt, to moram povedati, da je financiran ze strani AstraZeneca in to si lahko predstavljate, da pri AstraZeneca kot farmacevtskem podjetju vedno imajo v interesu neke aplikativne vrednosti, ne samo bazične vrednosti. To je trenutno vprašanje, torej, ali bi lahko ti mostovi bili morfološki, biomarkerji so markerji, ki povedo, ali prisotnost rakavega tkiva oziroma potencialno tudi katera protirakava učinkovine bodo delovale, oziroma ker pri rakih je problem, da je pogosto pride do rezistence proti določenih zdravilih. In to je naša ultimativna želja. Torej, zahvalil se bi vsemu laboratoriju, to je naša skupina, to sta vodji laboratorija.
Last King laboratorij, kot rečeno, AstraZeneca to financira. Hkrati bi se pa še zahvalil Rotary klubu Ljubljana in Francoskemu inštitutu v Ljubljani, ki sta financirala moj študij na Sorboni. Hvala za pozornost. Okay. Ja, super predstavitev, hvala Anže. Kakšen je odnos med LEM2 pa CHIM3? Se pravi, pokazal si kolokalizacijo, se vežeta drug na drugega, regulirata drugega, del istega? Ja, LEM2 je potreben za lokalizacijo CHIM7. CHIM7 je potreben za lokalizacijo vseh drugih eskort proteinov. V bistvu LEM2 sodeluje pri reformaciji in popravljanju. Pri reformaciji, kjer se vežejo proteini na nastajajoče jedro oziroma na dekonzirajoče kromosome v točkah oziroma v punkta. In CHIM7 je potem potreben da se te točke ne vem, kako se po slovensko reče, ampak da se torej, da se točke disipirajo po celotnem jedru. To pa je tudi, raztresajo, ja. To pa je tudi, v bistvu vidimo, da če zbijemo CHIM7, da se v večji meri LEM2 akumulira kar predvidevamo, da vodi v deformacijo teh mostov, v pogibanje mostov in posledično tudi je to možno, da vodi v prelome in podobno. Ja, mene pa sam zanima, ko ste slikali te celice z DNA mostovi, pa jih tudi barvali, a je to toliko pogosto, da se da naključno najti te celice, ali ste inducirali to na nek način? Ja, v bistvu je to odvisno od celične linije, ki jo uporabljaš, pa tudi na kak način vizualiziraš mostove. Naš projekt se je začel z idejo, da bi to inducirali. To so naprimer da se inducirati na različne načine, od tega, da vneseš DNA, poškodbe v DNA, ali pa da zapleteš, da se DNA prepletajo da inhibiraš topoizomeraze, ampak smo ugotovili, da je ta celična linija, ki jo je generiral doktorski študent v našem laboratoriju, da je v bistvu zelo presenetljivo veliko mostov, približno 10% celic, kar je ogromno, ima te mostove, in predvidevamo, da je to, da v bistvu predhodni članki, ker noben članek do zdaj še ni uporabljal LEM2 za detekcijo teh mostov, ker so uporabljali druge načine ali pa druge proteine, da so s tem videli bistveno manj mostov in so zato mogli inducirati, kot pa če bi uporabljali ta sistem. Če se vrnemo večkrat na izvor teh mostov, Ja. Vi ste opazovali celice v mitozi in ti mostovi so povezave, so ti mostovi povezave med sestrskimi kromatidami ali so to posledica povezav med nehomolognimi kromosomi? Mislim, da je vse možno. Na kak način nastanejo te mostovi je ogromno, od tega, kot sem že rekel, poškodbe pri popravljalnih mehanizmih DNA. Mislim, da naprimer, ko poteka homologna rekombinacija, se kromatide zapletajo in to preprečuje. Pol je tudi možno, da nastanejo kromosomi, če se odstranijo telomere, da se spojita dva kromosoma in potem imata dve centromeri, ki vlečeta vsaka na svojo stran, ampak fizično ne gre ločiti. To je tudi eden izmed načinov, kako so v prejšnjih člankih. Mislim, da je predvsem gre za sestrske kromatide, ampak je tudi še ogromno tu za raziskati. Hvala lepa. In zdaj, povezava z rakom je v glavnem v tem, da ti nekontrolirani prelomi
povzročijo poškodbe, ki imajo lahko za posledico aktivacijo onkogenov. Tako, ja. Različni modeli so predstavljeni, če v bistvu je Barbara McClintock, ki je v bistvu prva, mislim, da opazovala te mostove. Elemente, Ja, ona je predlagala model, ki se mu reče Bridge Fusion Breakage. To pomeni most, fuzija in prelom. Na kar so nekateri drugi članki ugotovili, da dobesedno pri tem, ko vsaka celica naprimer vleče na svojo stran, pride do nekih prelomov in potem ta DNA se mora nekako popraviti in pri tem lahko pride do dva izraza sta kromotripsija in katageza, predvidevam, da se to v slovenščini reče. Nimamo naših svojih, moramo. Ja. Kar vnaša mutacije in to nekako je poganjalec razvoja raka. Hvala lepa. Jaz se zahvaljujem obema predavateljema, ker sem bil kot moderator te sekcije naprošen nemečkano še zadevo povežem z dogajanji doma, sem pripravil ene dva diapozitiva v tem smislu, pa bi kar prosil, če lahko poženemo to. Ja, tole je bil naš program in recimo v tako informacijo, pri nas je pravzaprav razvoj razmišljanja o bioreaktorjih bil tesno povezan z proučevanjem mikrobnih združb v prebavilih prežvekovalcev. In ta skupina je potem tudi prve pilotne naprave postavila v laboratorijskem obsegu in se v zadnjem času veliko ukvarja z identifikacijo genov, ki bi s svojimi produkti doprinesli k učinkovitejši celulolizi. In tukaj so recimo podatki za proizvodnjo električne energije iz bioplinskih virov nekje v prvem in pol desetletju 21. stoletja. Se pravi, očitno se je zadeva razvijala, potem je pa nekako prišlo majčkeno do zastoja in ta zastoj je v glavnem bil povzročen s tem, da dotok surovin za bioplinarne ni bil popolnoma jasen in tukaj zelo cenim ta vaš poudarek, da so te aplikacije veliko bolj interesantne, če gre za uporabo že obstoječega biološkega materiala, ne pa za namensko proizvodnjo biološkega materiala za bioplinarne. Vmes smo imeli seveda tudi epizodo z biodizlom, kjer je pravzaprav prišlo do poseganja na površine, ki so bile namenjene za proizvodnjo hrane in krme za živali in smo na tistih površinah začeli proizvajati biodizel, zato da bi se odmaknili od drugih virov goriv za motorje z notranjim izgorevanjem. Še ena taka reč, recimo prilagajanje celulosomov v smislu večje učinkovitosti razgradnje strukturnih energetskih komponent, ki bi jih potem lahko razgrajene uporabljali za delovanje bioreaktorjev. Tole pa večkrat ilustrira najino diskusijo s drugim predavateljem. Tukaj gre za povezave med sestrskimi kromatidami in vzpostavitev dvoverižnih ali pa takih delno enoverižnih mostov, kjer pride lahko do pretrganja in do poškodbe genetskega materiala, oziroma drug možen razlog je recimo formiranje takih dicentričnih kromosomov, ki pravzaprav ob celični delitvi lahko predstavljajo povezavo med dvema celicama, ki se posledično ne morata korektno razdeliti, in tole so tiste prej omenjene povezave in možne razrešitve teh povezav. Jaz mislim, da
smo se seznanili z dvema zelo zanimivima področjima raziskav. Prvo je definitivno tudi za slovenske razmere zelo aktualno in bomo verjetno morali v bližnji prihodnosti najti neke spodbude za razvoj v tej smeri. Kot rečeno, drugo področje je pa zelo temeljno in nas bo verjetno zaradi svojih posledic in končnih rezultatov zanimalo v prihodnje. Še enkrat hvala lepa in hvala vam, da ste sodelovali v diskusiji. Iskrena hvala profesorju Petru Dovču in obema udeležencema panela Inovacije v biotehnologiji za vaše dragocene prispevke. Zdaj pa nadaljujemo s predstavitvijo našega dolgoletnega partnerja, podjetje Novartis, ki že vrsto let podpira naše delo in soustvarja preboje na področju inovacij. Prosimo, da se nam pridruži njihova predstavnica, dr. Mateja Kramer, globalna vodja inovacij v tehničnem razvoju in z nami deli njihove vizije in dosežke. Lepo pozdravljeni v mojem imenu. Kot rečeno, prihajam iz Novartisa, sem pa globalni vodja inovacij v tehničnem razvoju. V Novartisu sem že preko 20 let, po osnovni izobrazbi sem mikrobiologinja, potem sem naredila pa še doktorat iz farmacije. Okay. Mogoče sem tako za vas, no, da v bistvu sem že šla preko različnih teh poti, no, v bistvu sem začela v mikrobiološkem laboratoriju, pa najprej delo v raziskovalnem delu mikrobiološkega laboratorija, potem sem bila vodja samega laboratorija, okrog 60 zaposlenih, potem sem bila tudi kot odgovorna oseba za sproščanje zdravil, tako da zelo tako široko paleto izkušenj iz samega proizvodnega dela, no, potem pa pred 6 leti sem pa prišla v tehnični razvoj v Novartisu, kjer sem pa zdaj 2 leti v tej vlogi. Še tole še malo. Pointer, ne vem. Ne gre naprej jasno. Prazen, če tole. Ok. Tako sem rekla, da danes malo povem o samem Novartisu v Sloveniji, mogoče že veliko sami veste, mogoče sem tako eno osvežitev. Tako da v bistvu Novartis je zelo velika korporacija, se pravi, da je zaposlenih več kot 140,000 ljudi, tako direktno in indirektno zaposlenih, in v bistvu samo lani smo imeli prihodka okrog 45 bilijonov, ampak od tega 20% v bistvu je šlo v sam razvoj. Tako da se vidi, da sama korporacija veliko vlaga v razvoj. In sicer tudi pred kratkim, se je glede na to, da smo kot sem rekla, da se veliko vlaga razvoj, se je tudi preimenovalo oziroma vedno govorimo sedaj o inovativnih zdravilih. Se pravi, sploh s to delitvijo Leka oziroma Sandoja, se pravi, se je ta generični del oddelil in smo zdaj inovativna zdravila. Dostikrat tako, kot pojem inovacije, sem to, da razjasnim, v bistvu pa tudi v medijih dostikrat slišite, se v bistvu uporablja kar 3 različne stvari. Ena stvar je, da se sama zdravila poimenujejo kot inovacije, ker vse, kar mi delamo, so res inovativna, napredna zdravila. Zdaj drugo pa je, da so tudi v samih procesih so inovativni. Ne samo, da imamo strategijo, da smo podpisali strategijo, da bomo do leta 2030 ta ogljični odtis, da bo nevtralen, da bomo tudi potem zmanjšali porabo vode, manj odpadkov za 50%, se pravi, da je tudi veliko inovativnosti na teh, bom rekla, drugih operativnih procesih. Se pravi, da to je drugi aspekt inovacij, ko uporabljamo ta pojem. Tretji vidik inovacij je pa to, kar vam bom kasneje predstavila, je pa moje delo, ki je pa v bistvu sama znanost in tehnologije, so pa tudi inovacije. Tako da v bistvu kar 3 pojmi, opisi v bistvu pojma inovacij, ki ga uporabljamo v Novartisu.
Tako, to je bilo zdaj v bistvu, koliko je zaposlenih v samem Novartisu, kako Novartis gleda navznoter. Zdaj, kaj smo pa v bistvu ustvarili lansko leto, da smo dali nazaj sami družbi, ne, je pa v bistvu, da je Novartis dostavil zdravila kar v 130 različnih držav po svetu in pa da v bistvu smo s tem dosegli okrog 284 milijonov pacientov, ne. Tako da smo zelo ponosni na ta dosežek. In se še trudimo, da bi še naprej bili čim bolj tako učinkoviti tudi v 2024. Tako je čisto tak globalni pogled, kaj Novartis sploh je. Zdaj pa kako je pa Novartis v Sloveniji, ne? Po sami delitvi se mi pa tudi zdi fajn, da približno veste, kje smo zdaj glede števila zaposlenih, se pravi, da trenutno nas je okrog 3800 zaposlenih in sicer na različnih lokacijah v Mengšu in v Ljubljani. Ne, kot se vidi v Mengšu, kjer je tudi ta tehnični razvoj, biološki zdravil, imamo potem tudi proizvodno in pa razne storitve. Potem v Ljubljani je v bistvu proizvodna, storitve in pa komercialne dejavnosti, ne, ni pa razvoja v Ljubljani, se pravi, to je šlo z Sandojem malih molekul, ne. Potem pa še v Slovenj Gradcu so pa tudi čisto ena majhna enota, ki opravljajo različne storitve, ne. Potem sam Novartis in tudi mi v Sloveniji pa zdaj tudi poleg tega, da dostikrat slišite innovative medicine, je tudi focus medicine, ne. Se pravi, da smo se fokusirali v točno določene področja, ne, da ni več vse naokrog, malo tukaj na enih terapevtskih področjih, da imamo proizvodno zdravil, da malo spet nekje drugje, ampak tukaj je pa točno pisano, da smo razvijamo zdravila na področju kardiovaskularnih, ne, potem presnovnih in pa ledvičnih bolezni, potem onkologija je tudi v fokusu, imunologija in pa neuroscience, ne. Se pravi, vse, kar je znotraj teh 5 terapevtskih področjih, s tem se pač mi tukaj ukvarjamo in razvijamo zdravila. Poleg tega smo se usmerili tudi katere tehnološke platforme, ne, recimo nismo več v oftalmikih, nismo več v, še več takih je bilo, ko smo jih opustili, recimo res takih specifičnih posebnosti, no, tako da smo se fokusirali na kemijo, se pravi male molekule, bioterapevtike, XRNA, radioligande predvsem in pa celične in genske terapije. Tako, da malo za približno, da veste, no. Potem pa čisto kot razvoj, ne, v razvoju v Novartisu pa je zaposlenih okrog 18,000 ljudi in tukaj vidimo, da v sami, mislim tako nasploh v Novartisu, ne, v Sloveniji tukaj v Mengšu pa nas je približno 300. In tukaj predvsem v Mengšu je razvoj bioloških zdravil in lahko rečem, da smo tudi nasploh v samem Novartisu vodilni v podatkovni znanosti, v statistiki in modeliranju. Zelo poznani smo in tudi ena taka posebnost, ko smo tudi v bistvu že dobili nagrado za najboljšo poslovno prakso, je kako sodelujemo veliko z akademijo, namreč že danes lahko rečem, da imamo sodelovanja tekoča z dvema univerzama, se pravi Univerzo v Mariboru in v Ljubljani kot Mengeš, ne, pa tudi v bistvu kar z enimi 8 različnimi fakultetami in 2 inštituti, tako da to je zelo veliko, če primerjam zdaj, ko imamo pogled, kaj je globalno, no, tako da tukaj imamo res eno tako ful lepo prakso, ki verjetno tudi izhaja iz te naše majhnosti Slovenije, priložnosti, da se res izmenjamo znanje, dogodke kot danes, tako da je to ena taka priložnost. Pa kar je zdajle, ne, tako v Mengšu se res dogaja ta klinični razvoj, investicija v izgradnjo klinične proizvodne, ki bo pa z 2026 nekako je cilj obratovanja. Se pravi, razvoj v Mengšu, potem pa proizvodna je tudi v Ljubljani, nekaj tudi v Mengšu, in pa potem so pa še globalne funkcije, se pravi, kar nekaj se jih je z Basla in z drugih lokacij prenesla v Sloveniji, tako da je tukaj prisoten, bom rekla, management od teh malih molekul, potem imamo tudi testing hub, se pravi enote za testiranje Novartisovih proizvodnih lokacij, potem tudi Novartisov korporativni center, tako da ja, tukaj je tudi en tak velik teh globalnih funkcij, del se preselil tudi k nam, kar v bistvu vse potrjuje, da nam Novartis zaupa in da vlaga v Slovenijo, ne.
Tako, to je zdaj to splošno, Novartis kot korporacija in pa Novartis v Sloveniji. Zdaj jaz pa imam to globalno funkcijo v tehničnem razvoju, ne. Se pravi, kaj pa je sploh ta tehnični razvoj, ne? Tehnični razvoj je v bistvu ena taka enota vmes med čistim pure research, ne, ki mu rečemo biomedical research, in potem v bistvu mi dobimo te molekule, ki jih oni razvijajo in iz njih potem naredimo zdravilo, ki grejo potem pa naprej v komercialo oziroma v prodajo, ne. Se pravi, da tukaj, ker so naše 3 glavne funkcije v tehničnem razvoju, se pravi, kjer je tako rečeno okrog enota 3500 zaposlenih in izmed njih je tudi ta Mengeš, ne, del, se pravi. No, in tukaj v bistvu res delamo na tehničnih dizajnu izdelkov in procesov, potem imamo tudi, oskrbujemo z kliničnim in prekliničnim materialom paciente, potem pa že v samem razvoju izdelka, se pravi, da se trudimo, da so inovacije že v začetka vgrajene v sam izdelek, v sam proces, ne pa potem naknadno, no, tako da v bistvu tudi veliko vzporedno za samim razvojem izdelka vlagamo tudi v to, da so inovacije že predtem na voljo, ne pa potem recimo, ko je izdelek že na trgu, pa da potem probamo nekaj novega pogruntati. No, tako da ja, tehnični product design and processes, pa potem oskrba s kliničnim in prekliničnim materialom za klinične študije in pa inovacije v izdelke in v same procese. Zdaj, tehnični razvoj pa lahko vidimo, da je razporejen kar veliko na različnih lokacijah po svetu in sicer v Mengšu, ne, vidimo, da je samo biologics in pa zdaj imamo novo enoto, tudi vedno bolj se krepi, je pa za portfolio, taka management vloga za upravljanje s portfolijem, se pravi, da od začetka od molekule, da grejo čez vse te faze razvoja zdravila in da je zdravilo čim prej na trgu, se pravi, kot neki projektni vodje. Imamo pa še potem druge lokacije v San Diegu v Ameriki, Cambridge, Durham, East Hanover, recimo 4 lokacije so, potem v Avstriji imamo Kundlšaftene, v Sloveniji je zdaj torej Mengeš, Ljubljana, ne v Ljubljani ni, je že proizvodnja, se pravi, samo Mengeš, potem je v Italiji Ivrea, Švica seveda je močna, potem pa še Kitajska, Japonska, Indija, se pravi, tudi tam imamo enote, ne, TRD. Tako da je zelo, zelo obsežno, ne, po celem svetu. No, in za vse te lokacije pa tudi jaz skrbim za ta inovacijski ekosistem, ne, se pravi, da sem globalna vodja za inovacijske ekosisteme po vseh teh enotah v tehničnem razvoju. In kaj je naš fokus, s čim se ukvarjamo, pa je, da v bistvu združujemo, imamo pregled nad inovacijskimi ekosistemi, ki so v vsaki državi pač malo drugače, in da skrbimo za prenos dobrih praks, recimo iz Mengša v Basel, iz Basla, ne vem, tako, da je to res transparentno, vidno in da ne delamo ne ponavljamo nekih določenih stvari na več lokacijah, da delamo podobne stvari, no. Zdaj, da pa malo bolj podrobno razložim, kaj smo pa, katere strukture pa smo mi razdeljeni. Recimo, moj tim se ukvarja v bistvu prav s tem akademskim in zunanjim sodelovanjem, se pravi, da gledamo procese, da bi bilo vzpostavitev sodelovanja z akademijo čim hitrejše, da res sodelujemo z najboljšimi akademije, najprej za podporo, da delamo tudi inovacije z inštitucijami, potem pa po drugi strani pa tudi za pridobivanje talentov, ne. Tako da tukaj recimo delamo razne iniciative, pobude, Open Academy Day smo pred kratkim imeli, ko je 40 profesorjev prišlo iz Slovenije, pa tudi iz Trsta smo se dobili skupaj, pregledali, kaj delamo. Tako da to je ena taka zelo pomembna stvar, no. Potem drugo, kar je tudi bistvena, je ta science and technology, se pravi, da tukaj da prav v našem timu postavljamo, kje je naša inovacijska strategija, ne, se pravi, da vemo, kaj korporacija želi, kaj je strategija korporacije in glede na to potem tudi skupaj s timom pogledamo, kje so pa tista področja, kjer pa mi rabimo inovacije, kje je neko področje, da imamo potrebo iz biznisa, ne vem, recimo radioligandi je problem kratek shelf life, ne, rok uporabe,
Pa potem, ja, tole je pa tisto, kar mi rabimo, inovacije, da bomo pač popravili ta problem ali pa razvili neko novo platformo. Tako da to je tukaj, s čim se ukvarjamo, ne. Potem tukaj tudi potem imamo razne inovacijske izzive skozi leto in potem spodbujamo notranje sodelavce in zdaj smo tudi prvič dali tudi ven, crowdsourcing, da potem tudi drugi lahko dajo ideje. Potem tretji je inovacijski portfolio, to je glih tako, da imamo pregled nad vsemi idejami, ki se dogajajo v celi organizaciji po svetu in da potem tudi pomagamo, da grejo te ideje naprej in da se implementirajo v izdelek. Najbolj pa je pomembno, ne, da sploh se tole lahko poteka, pa je, da je ustrezna inovacijska kultura. Se pravi, da ljudi, da so znanstveniki angažirani, inovativni, da vejo, kaj iščemo, kaj je inovacijska strategija. Tako da zaenkrat sem kar zadovoljna, no, v bistvu, ko vidim, smo ravno zaprli en inovacijski izziv, je bilo spet tam okrog 80 idej, recimo do 80 sodelavcev, tako da ja, pa razne tudi recimo imamo te kulturne iniciative, da spodbujamo tudi več žensk v znanosti, gledamo, koliko je publikacij, spodbujamo publikacije, ker to vse to da potem boljšo znanost. Zdaj jaz bi se pa samo osredotočila malo bolj podrobno na tale akademsko in to Science and Technology, ne. Tole, ko sem razložila, ne, kaj delamo v tem akademskem klastru, ne, in je bolj podrobno, da v bistvu si želimo strateškega partnerstva, ne da imamo mi zdaj sodelovanja s 100 fakultetami, ki ima vsaka pač drug princip, IP, potem drugi template za pogodbe, ampak da si želimo strateškega partnerstva, kar pomeni, da kontinuirano z njimi sodelujemo, da delamo inovacijske projekte, poleg tega pa tudi razne take študente, mi tam predavamo, oni tle predavajo, potem plačamo tudi za internship, da lahko delajo potem pri nas, ne? Ampak to govorim globalno, lahko tudi trenutno podpiramo enega študenta, ki dela recimo v Baslu v analitiki, ne? Zdaj strateško partnerstvo imamo pa trenutno podpisano za EPFL Lausanne v Švici in pa z Univerzo v Ljubljani. Naslednje je pa Univerza v Münchnu, potem bomo pa še Indijo, pa mislim, da je potem pa še v US, tako da bomo imeli po celem svetu in da potem res lahko potrebe usmeriš tja. Se pravi, pomagamo tudi z procesi podpisovanja pogodb in pa konzorcijev, tle gledamo, da tudi gre stvari čim hitreje in čim bolj tako spet, da se ne podvajajo stvari. Open innovation vedno bolj, no, se pravi ta crowdsourcing, te stvari, no, in potem pa še razne, da se prijavljamo na te zunanje klice oziroma za sofinanciranje inovacijskih idej. To sem hotela pokazati, da v bistvu tudi v tehničnem razvoju delamo publikacije, spodbujamo, ne, se pravi, da Novartisovi zaposleni znanstveniki širijo svoje znanje. Tako da v tehničnem razvoju smo v letu 2024 objavili 75 člankov, ne, kar ljudje delajo v bistvu poleg svojega rednega dela. In v bistvu smo najmanj 122krat prispevali na raznih konferencah. To je tudi odlična priložnost, da srečate kakšne naše Novartisove zaposlene in da se z njimi povežete. Tako da recimo tudi impact factor je kar v 21% objavljamo v revijah, ki ima impact factor več kot 7,5 in to je recimo ena taka v Nature Microbiology, mislim, da je impact factor 50 in tale tudi Angewandte Chemie, mislim, da je 25, tako da ja, no, mislim, zelo uspešno. Pogledamo pa tudi, kot sem prej omenila, imamo te iniciative za spodbujanje žensk v znanosti in recimo 15% je tudi žensk avtoric. No. Drugače pa to tudi se trudimo, vi opažamo, žal je ta znanost tehnologije kar še vedno bolj moško dominantno področje, no, tudi pri nas. Ampak kar je čisto v redu, ne, pač, ampak boljša znanost je, če so bolj raznoliki timi, ne, mislim, boljše so inovacije, da so različne lokacije, različni spoli, takrat imaš potem tudi boljši rezultat in to je tisto, kar se v Novartisu želimo, ne. Še to sem hotela omeniti, če boste slučajno imeli kdaj priložnost, no, poleg tega predvsem spet ena dobra praksa, ki je bila v Baslu, ampak tam je cel kampus odprt in oni v bistvu imajo take znanstvene dogodke, ki povabijo predavatelja na temo, ki jih njih zanima, ampak se lahko kdorkoli tudi od zunaj prijavi, registrira in pride.
Pač mi nimamo odprtega kampusa, tako da, ampak vseeno, Marina je v bistvu ta dogodek ena iz ustanoviteljic, reče se Sci Innovate in v bistvu tukaj privabljamo, ko delimo te naše potrebe, ne, in potem se v bistvu odzovejo profesorji oziroma jih mi najdemo na tiste teme, ki nas zanimajo in pridejo kvartalno, imajo nek tak znanstveni govor, no, in potem v bistvu imamo še priložnost, da se pogovarjamo, če bi kaj skupaj naredili, ne, pa vedno, mislim, zdaj se je že kar dvakrat prišlo do kakšnih takih novih idej, kaj bi pa lahko skupaj naredili, no. Tako da to je ta dogodek Sci Innovate in v bistvu letos smo imeli profesora Matevža Dularja, potem Uroš Maver, pa Blaž Zupan, no. Tako je bilo res super tole, no. Tako da bomo s tem nadaljevali, pa verjetno bomo tudi virtualno odprli še za ostale. Tako, to je bila na ta, kar sem rekla, da bom razložila en klaster, akademsko sodelovanje kot ključno za inovacije, ne. Drugo pa je ta strategy, ne, to je korporativna strategija Novartisa, se pravi, da delamo na zdravilih, ki res prinašajo visoko vrednost, ne, z sami družbi, in tako, kot sem že omenila, kje je naš fokus, in potem so pa še tele tako, ne, da so tudi ljudje pomembni, da je pomembno operational excellence, OPEX, da res naredimo te stvari, ki jih obljubimo. Iz te strategije dolno sem pomenila, da je pa potem ta inovacijska strategija, ki mi skupaj predstavljamo, ne, in jo povežemo na korporativno, in tukaj mi iščemo v bistvu inovacije. In vidite, da imamo največjo potrebo po inovacijah na Science Platforms and Portfolio, se pravi, da razvijamo platforme za nove molekule, ki prihajajo, da ne zamudo, ampak da jih imamo že prej, kaj molekula še v samem research, da že vemo, ne, kaj moramo recimo tukaj delati, ne, recimo ali je to za bispecific, trispecific monoclonal antibodies ali pa za radioligande, tako da imamo te stvari pripravljene, potem tudi iščemo inovacije v teh sustainability, potem v tem supply chain, se pravi ti kratki roki uporabe, potem patient centricity, life cycle management, tukaj je mišljeno bolj to, no, da v bistvu naredimo zdravila čim bolj prijazno uporabniku, tudi za domačo uporabo, ne, recimo so to te subkutane injekcije iz intravenoznih, ne, to potem pa v bistvu tudi izboljšanje, predvsem je tudi veliko inovacij, da smo hitrejši z samimi razvojem izdelka, ne, tukaj tudi razne te modeling, simulation, AI, data science pride upoštevno. Tako da največ so tele, da imamo platforme na voljo, še preden je molekula v tehničnem razvoju, pa za izboljšanje, da smo hitrejši na trgu. Tako, da delamo stvari prav, no, in v redu, ne, se mi zdi pa, da je tudi ena taka potrditev, ko smo letos dobili nagrado za Impact Award, in sicer za maturation od tega našega, se pravi, da je naš inovacijski ekosistem zrel, ta inovacija kot oddelek se je pojavil 7 let nazaj, no, in zdaj v bistvu je to nagrada iz Amerike, ker vemo, da je to trenutno, mislim, da je Švica prva po teh inovacijskem indeksu, no, Amerika je pa tretja, tako da je velika potrditev, tle je tudi ta bolj entrepreneurship mindset, ne, pa MIT, Harvard, tako da je, bi rekla, skoraj res srce znanosti, inovacij, in tam smo v bistvu Novartis dobili zdaj, da smo top zlato nagrado za inovacijski ekosistem, skupaj z Apple, z iPad, no, z Vertex Pharmaceuticals, tako da ja, smo zelo ponosni tega uspeha, no. Je pa v bistvu prav to, zakaj smo dobili, je pa v bistvu za te inovacijske izzive, da smo delali inovacije na pravih molekulah, ki nam dajo konkurenčno prednost, in to je zaradi tega, ker imamo strategijo postavljeno, in pa tudi zaradi tega, tudi teh pobud, ki jih imamo za ženske v znanosti, no, tudi zaradi tega smo v bistvu to dobili. Drugo, kar je pa v bistvu pa na Mengeš vezano, je pa, da že drugo leto zapored in že prej v bistvu ni bilo prvič, no, ampak zdaj smo dvakrat zaporedoma dobili zlato nagrado za inovacije iz Gospodarske zbornice Slovenije, tako da je tudi ta duh inovativnosti v Mengešu zelo prisoten, in to spodbujamo, in tudi če se strategija zdaj, ko prihaja s kliničnim razvojem, recimo, oziroma za klinično proizvodnjo spreminja, še vedno so ideje, se spodbujajo, ni važno, od kje so, ne, važno, da so ideje, da smo kreativni, inovativni, kje se bo potem ta ideja naprej razvila, se potem pa že
se uskladi. Ne? Tako, no. Tako da ja, tole je z moje strani. Mogoče kakšno vprašanje? Za tole predstavitev. Zdajle. Ja, odlično, zelo me veseli, da Novartis toliko vlaga v Slovenijo. No, danes smo že veliko slišali in poslušali o inovacijah in o tem prostoru. Zdaj v Sloveniji se res trudimo pravzaprav narediti ta ekosistem, kjer bi inovacije lahko bolj cvetele. A ne? In slišali smo tudi, da v Sloveniji analiza stroškov in koristi pokaže, da smo zelo konkurenčni, ko se tiče inovacij, ko se tiče tega, kakšno znanje z vložkom lahko dobimo. Pa me zanima, če je Novartis pripravljen oziroma če se že dogaja to, da v Slovenijo vlaga tudi v smislu spodbujanja novih zagonskih podjetij, ki bi lahko razvijalo potencialno kakšne bolj globoke tehnologije pri medicini, kakšne takšne recimo sklade, kjer bi se lahko podjetja, startupi, mlada podjetja prijavljala pravzaprav ne samo za finančno podporo, ampak tudi mogoče za tehnično podporo pri razvoju takšnih stvari, kot je to praksa v tujini, mogoče v Silicijski dolini ali pa recimo tudi v Švici, kot ste omenila. Ja, hvala za vprašanje. Ja, tudi vedno več. Ne? Začeli smo s temi postavljanjem procesov za akademsko sodelovanje, naslednje je pa za tele startupe. Ja. Tako da prav ta EPFL Lausanne, pač, ki je strateški partner, imamo spostavljen ta kontakt in ko delimo naše potrebe, tudi pač pogledajo, če lahko tudi startupi to podprejo. Ne? Ampak je tam v bistvu gre preko, bom rekla, posredno, ne? Sodelujemo z njimi. No? Tako, ni pa, da bi jaz vedela, mislim, so tudi neke fundacije v samem Baslu, ne? Ampak to jaz toliko ne vem, no? Ampak bolj z mojega vidika je pa, ja, da je iz tega budžeta za inovacije se potem lahko tudi podpira take startupe. Ne? Zdaj v Sloveniji pa tega trenutno še nismo prišli. Ker tudi startup je druga pogodba, drugače sodelovanje. Je pa zdaj zaradi tega odprtega kampusa v Baslu ena taka ideja, mogoče bi lahko tudi na kampusu imeli še več teh startupov, ne? Ampak je vedno pol, kaj ima startup od tega, pa kaj imamo mi od tega. No? Tako da se vedno bolj gleda tudi v to smer. Ja, seveda, pač z osebnega vidika se mi zdi, da je Novartis res v Sloveniji eden tistih glavnih gonil, ki pravzaprav poriva inovacije naprej, celotno slovensko družbo in znanost nekako potiska v smeri inovacij, zato se mi zdi kar pomembno, no, da bi se vključil v ta sistem tukaj mogoče malo bolj širše z nekimi novimi schemami, ki bi omogočali prenos tehnologij iz univerz, mogoče v zagonska podjetja, ki jih potem na koncu lahko Novartis tudi prevzame, kot je to mogoče praksa v tujini. Pa na temo ekosistema imam še eno vprašanje z TRD-em konkretno. Me zanima glede kliničnih študij. Ne? Zdaj vem, da so to za vstop na trg so zelo potrebne, pa glede na to, da spet Novartis igra tako veliko vlogo v Sloveniji, me zanima, kolikšen del kliničnih študij se opravlja v Sloveniji Novartisovih in kaj bi lahko storili kot družba, da bi mogoče pribavili več mednarodnih podjetij, da klinične študije izvajajo tudi pri nas, zato ker tako se prinaša znanje v Slovenijo, tako se prinašajo izkušnje v Slovenijo in nazadnje tudi tako se financirajo razne klinike, klinični centri, da potem lahko ta denar porabijo za svoje raziskave. Ja, v bistvu tele klinične študije pol to pride že izven, ne? Je bolj v development. Ne? Mi smo pač 3000 je technical, ki je bolj na tiste stvari oskrbujemo, pač material pa to za klinične študije, ampak potem sama izvedba teh kliničnih študij pa bolj v samem razvoju, se pravi, ki je še organizacija dodatnih 10 000 ljudi. Zdaj, mislim, da je bilo, ne vem, v delu nekako preko 100 lani teh kliničnih študij, zdaj, koliko tega je pa v Sloveniji, pa ne vem, no, to pa bi mogla pogledati, ja. Ja. Pozdravljena, Luka Šinkovec, najlepša hvala za prezentacijo.
v bistvu bi dal repliko tudi na sicer iz druge industrije, recimo na Nizozemskem v sferi najvišjega tehnološkega kmetijskega proizvajanja tehnologije, recimo Wageningen univerza, ki bi lahko rekli, da je MIT v kmetijskem sektorju. Oni so vzpostavili skupaj World Horticulture Center, ki v bistvu bi lahko rekli front office kot PR za celotno sfero, tja pridejo tudi osnovnošolci, srednješolci in potem tudi iz faksa. In vsi tudi delegacije svetovne hodijo na to točko, ki je specializirana prav za front office oziroma obraz industrije. Tako da zelo podpiram vaš, kako ste ga imenovali, tale campus, open campus. Ja. Tako da to je definitivno, ker je v bistvu že od malih nog interes, ker je potem tudi, če je kakšna deklica, ki jo morda lahko zainteresiramo že od malih nog, da se potem cilja točno recimo na Novartis oziroma vašo sfero. Tako da najlepša hvala za to, tako da tudi če to v Sloveniji se nekaj takega odpre, bi bilo zelo dobrodošlo. Ja, to pa je veliko sprememb potrebno pol v sami infrastrukturi tudi, ne, tako da ne, se pa stvari spreminjajo, ja, sigurno. Mislim, je pa poleg tega tudi, da v bistvu tudi v Mengšu, sam jaz nisem toliko ključna, ker imam res zdaj globalno vlogo, bo pa mogoče Marina bolj vedela. Koliko je teh iniciativ, ne, tudi recimo v sobotah za starše, da pridejo z otroci, ne, lahko na lokacijo pa opazujejo, kako starši delajo tudi, no. Tako se mi zdi, da je ful enih takih stvari tudi v Mengšu, ni? David, ja, lepo zdrav, Marina Klemenčič iz Novartisa očitno. To si že domača. Ni problem. Zdaj, vedno je specifika določene lokacije, ne? In Mengeš je vedno bil proizvodna lokacija, kar pomeni, da so naši laboratoriji in naša lokacija zaprta za ograjo, zaradi tega, ker imamo pač seveda določene zahteve. Zdaj, ideja pa je, da na določene ciljne publike poskušamo organizirati določene ciljne dogodke. Zdaj Mateja je mogoče omenila že, mislim, da smo imeli oktobra za otroke, mislim, da je bilo, ne vem, nekaj 100 družin, ki jih je prišlo v Novartis, potem imamo posebej za fakultete, pri čemer organiziramo pač določene specifične aktivnosti, zdaj mogoče osnovna šola, srednja šola, tele nam malo zmanjka, ampak se pa tudi zavedamo, da kot Novartis mogoče ni treba, da vse stvari in aktivnosti izvajamo sami. In zaradi tega se ravno povezujemo z določenimi partnerji, z določenimi podjetji, v primeru inovacij so to definitivno potem recimo univerze, inštituti, in preko posrednikov praktično poskušamo prenašati naše želje po eni strani v publiko, in še bolj pomembno, po mojem mnenju, dobiti informacijo, kaj dejansko družba potrebuje, in oziroma kaj so vprašanja, na katera lahko potem kot Novartis odgovarjamo. Najlepša hvala obema za odgovor. Hvala.